Zmagovalec včerajšnjih prvih predčasnih volitev v Sloveniji je Zoran Janković stranko Pozitivna Slovenija. Vse javnomnenjske raziskave so do zadnjega dne napovedovale zmago stranke SDS, a so volivci odločili drugače. Volivna udeležba je bila skoraj 65-odstotna. Po skoraj vseh preštetih glasovih jih je za Pozitivno Slovenijo glasovalo dobrih 28%, SDS pa je dobil približno 2% manj. Zmagovalka volitev leta 2008, stranka SD, je z dobrimi 10% pristala na 3. mestu. V državni zbor pa so prišle še 4 stranke. Lista Gregorja Viranta, Desus, SLS, po 3 letih pa bodo v parlamentu znova sedeli tudi člani Nove Slovenije. Ja, javnomnenjske ankete pač niso mogle zajeti tistega, kar ljudje niso povedali. Torej, v tem primeru so pač neopredeljeni v večji meri podprli Pozitivno Slovenijo, kot bi statistično pričakovali. Na eni strani, na drugi strani SDS ni naprej rasla, ampak je začela, potem ko je dosegla nekako plafon pred 14 dnevi, je v zadnjih dnevih malo padla, ne? In tu je nastala potem ta razlika. Del volivcev SDS-a se je tudi preselilo Gregorju Virantu, ne? Kljub temu, da se ima SDS zelo trdo volilno osnovo, recimo. Uprava Merkurja bo zoper bivše vodstvo podjetja, ki naj bi s spornimi posli podjetje oškodovalo za preko 200 milijonov evrov, vložilo odškodninske tožbe. Lastniki podjetja so na današnji skupščini na Brdu pri Kranju namreč potrdili vse predlagane sklepe in pooblastili upravo, da sproži ustrezne postopke za povrnitev škode. Zastopnik zdravnice Zlatke Kanič je vložil kazensko ovadbo zoper odgovorni uradni osebi Zdravniške zbornice Slovenija, saj naj bi bila v ponovljenem postopku zbornice za odvzem licence zdravnici Zlatki Kanič kršena nekatera temeljna načela in pravila pravnega reda. Kaničevi grozi odvzem licence zaradi očitanih strokovnih napak pri zdravljenju pokojnega 12-letnega Bora Nekrepa. Zaradi tega je Kaničevo okrožno sodišče v Mariboru že spoznalo za krivo. Sodnica pa ji je naložila 10 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 2 let. Prostovoljci po vsem svetu danes obeležujejo svoj dan. V Mariboru se je začel dvodnevni kongres prostovoljstva pod naslovom S prostovoljstvom spreminjamo svet, izzivi prostovoljstva v sodobni družbi. Kongres je namenjen izmenjavi izkušenj in oblikovanju smernic razvoja prostovoljstva v prihodnosti. Njegov pokrovitelj je predsednik republike Danilo Türk, ki bo zvečer tudi podelil državna priznanja in nagrado najprizadevnejšim prostovoljcem. Obenem bodo Mariboru, kot že 3. slovenskemu mestu, podelili naslov mesta prostovoljcev. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, najvišje dnevne pa do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Predstavljamo vam nekatera nova imena, ki bodo sedela v poslanskih klopeh. Po številnih domovih po Sloveniji bodo danes zvečer pričakovali obisk Miklavža. V Umetnostni galeriji Maribor je na ogled hiperambientalna postavitev mednarodne skupine avtorjev. Bodite z nami ob 18.